strmene smer, je z nami. Smo imeli težave s sidrom, ker se je veriga zavila okoli koraj, tako da to smo imeli, pa zdaj sem vrnil potem pomožno sidro drugo, pa vse te štrike sem navezal, da je bilo dosti daleč, smo zadnje korale zataknili, tako da smo viseli na teh štrikih in potem smo potrebovali 3 ure, tudi dvakrat, trikrat sem šel z potapljaško opremo noter, ampak smo rešili. Smo pa utrnili en vijak, ki drži vinč od 4, tako da so zdaj cel guga. Tako da zdaj gremo pa v Kulhas otok, upam, da bomo lahko nočli v harbor, da se vežemo na pomol, kjer bom vzel vinč dol, pa probal iti zavariti, varilni aparat imam s sabo. Sicer bo kar nekaj dela, pa vse kable odklopiti spet. No, 2. Upam, da rešimo, no. Pa obrnila bo verigo, se pravi, tisti del, ki smo zdaj not spuščala, bo zdaj noter ostajal, se pravi, obrnila jo bomo, ker je malo že obrabljena, čeprav je stara šele 5-6 let, ampak glede na to, da je zelo veliko sidrava, pa je veliko v slani vodi in jo bo požira. Tako ketno bi bilo fajn zdaj očistiti, pa da še enkrat pocinkati. Pa videla. Glavno, važno, da pridemo do doma. Zdaj vinč nujno potrebujemo, ker pač z njim skozi sidra. Zdaj je pa veriga navila okoli gumija, gumi tako premjera kakšnega metra in se je cel gumi prevrnil na verigo, tako da sem mogel z motorjem vleči, se pravi, da sem cel gumi in celo skalo premaknil, smo zvekali ven veriga. Trajalo je 3 ure, plan je bil že, da bomo ob 10-11 na Kulhasu, zdaj je ura 12, pa smo šele dobro dejansko krenili, tako da smo v zamudi, ampak sem vesel, da smo gobili ven. Glavno tele vrvi sem kar tlele pustil, ko bo dež padel, da jih bo lepo spravil, ko so slani. Tako da imejte zmeraj še drugo sidro na razpolago, nikoli ne veste, kdaj vam bo prav prišlo. Meni je zdaj sicer skoraj prvič, kar je jadrava okoli, prišla prav. Pa tudi prvič se nama je tako zaplela veriga v korale, prvič. Se pravi, 2 let pa pol plujejo, a je zdaj to prvič, tako da upam, da tudi zadnjič, čeprav nikoli ne veš. Glavno sem, da smo rešili. Bilo je naporno, kar nekaj vode sem spil, ker sem veliko tavhal, šel kar nekajkrat not pa ven. Sidro sem mogel to pomožno nesti na dane korale, pa ga not spustiti, ker če ga bi spustil samo pesek, pa še te samo vrvi in ni bilo dovolj, ni držalo jadrnico. Piha pa čez 20 vozlo, tako da je bilo treba v korale vrš, ni bilo druge rešitve. Smo vpluli noter, tale je že en nrs šar, okoli nas pluje. Ja, evo, tle smo zdaj noter vpluli, gremo tam nale, piše fuel. Tukaj je črpalka, ampak imajo sem benzin, tle zraven je pa rekel, da imajo dizel, ampak nisem ga zastopil, ker ne znajo glih govoriti angleško, da ali moram poklicati, naročiti ali ne vem kaj. Čez noč lahko ostanemo tle, ampak kot vidite, 1,9 je globine. Mi imamo 1,95 m ugreza, s tem, da je zdaj nekje sredina med plimo povsekov, vsaj v Maleju. 2 metra, 2,1 se giblje, 1,9. Se pravi, bo šla voda še dol, bomo sigurno nasedeli. Zdaj smo probali tlele, on meni trdi 3 metre, mu kažem na globinomeri, če mi je laren piska za 1,9 metra. Pa jaz imam še malo, sem zgolfal, tako da imam ene 20-30 cm mi dejansko manj kaže, ki v resnici. Zato nismo še naseli, čeprav kaže že 1,9, se pravi, imamo še ne 20 cm pod kobilco. Je pa res, da ne vem, ne povedati, koliko je plime vseke, kdaj je plime vseka tle, tako da sem gledal, koliko je za podatki za male, pa se potem pač obrača. Bom probal tle pogledati zraven, če še kje bolj globoko
Ko smo not vpluli, je bilo 3,5, kakor je. To je v redu. Se pravi, če se da malo premakniti, se bom premaknil, da ne bomo naselili, drugače pa čez noč lahko ostanemo tle, saj to, no, da ta vinč probam potem zrihtati. Več pa tle kar šarnke plavajo okoli jadrnice pod njo, mrz šarnki, čeprav je vidljivost slaba. Znači, zaenkrat bomo tle ostali. Zdaj bom pa kar nekaj navezal na vrv, pa bom probal ta del, koliko tle se lahko še vežem. Če se tle vežemo, koliko je globina, če je kaj globje. Bomo videli. Če je malo globje, saj 10, 20, 30 centi se bom premaknil. Zdaj smo se premaknili s tukaj sem. Sem kamen navezal na vrv, pa sem zmerčil prej z Gdingjem. Zdaj imamo 2,9, pa plima je, se pravi, tle je v redu. Tam bi pa nasedel, sicer zdaj je vode gor, ne bi še, ko bi šla pa prvič dol, bi pa nasedel. Zdaj smo tle vezani, tle za mano, ko sem rekel za nafto, lahko dobimo nafto. 25 litrov. 25 litrov. Tako da, ne vem, kje bomo zdaj nafto dobili, zdaj bomo mogli tiskati drugam. Zdaj moram pa opremo oprati, sladko vodo. Benzin bomo sicer tle natočili, ki ga imajo za Dingija, Watermaker, pa to. Tako da, evo, vezani na otoku, kako že... Ja, kaj pejte? Kjer otok je? Kaj? Zdaj. Ta? Ja, sem že pozabil. Ukulas. Ne vem, teh imen sem že stokrat pozabil. V glavnem, rešeno. Zdaj pa naprej. Vinč, nafto, ki je dobiti, pa tako da danes vseeno sigurno tle prespimo. To je to zaenkrat. Hvala za sodelovanje. Pester dan, čisto sem utrujen, že brez glasa, ker sem se mogel drti, ker nič ne slišijo, ker je pihalo. Res sem utrujen. Pa še tahal sem na 9 metrih, sem bil kar nekaj časa od spodaj. Bup. Varno prevezani, pa zvečer bom se lotil vinča, zdaj je ful vroče, tako da malo kasneje. Pa tole je otok, da smo srečali že Slovence, tam imamo eno ful dobra trgovina, mogoče bomo lahko kaj zalog nakupila do Džibutija z Nataljo. Glas mi še ni prišel nazaj, tako da, ampak saj bo. Evo, papiga, sem da mi ne boš s klunom podrsala GoPro. Papiga. Tle imajo tudi papige. Tam, ko smo bila na Fušiju, imajo are, to veče. Čakaj, bod primer, ko bo šla na tvoj klubu. Papiga. Motor. Skočila gor, ne bo. Papiga. Evo, zdaj je pa z nami. Da bi imela na jadrnici eno tako papigo, sem če se bo tako drla, ne. Ja, se ne bi bilo. Da bi bilo fajn. Ne, malo za družbo, ne, da nismo, ker smo skozi same dva. Ja. Ker Natalija bi se skozi pogovarjala, ne, se pa ne da, ne, in potlej. Vidi. Je pa lepe barve, ne. Veš nikoli vidi. Ja, Odmate, kaj se zadere. Tukaj so naši Slovenci, ki smo jih zdaj obiskali. Takole izgledajo apartmaji. Fajn je. Čakaj, denarnica, tak se to je. Čist šikan, glej, to je damaški. Ne rabiš več? Tale otok je pa malo bolj modern, ko smo bili zdaj na teh bolj lokalnih, sicer je ta tudi lokalni, ampak je že malo bolj turističen, tako da imajo kar veliko izbira, tudi trgovine imajo malo večje. Mi je všeč. Mi smo zdaj varno vezani tam, to je najboljše, zdaj gremo pa vinč rihtati, verigo, obrniti, take zadeve. Posod piše Whale Shark Trip, naj ful to mori, da bi šla gledat. Hotla sem sicer sama najdeti, ampak nikakor ne gre. Ampak je pa tudi veliko denarja dala zdaj, tako da zaenkrat se še nismo odločila. Po moje se tudi ne bova, no, ampak v redu. Ja, če pa tak,
dober otok, dobro založen vse. Edino to nisem vedel, da je črpalka, sem računal, da bomo zdaj gorivo dobili, pa nimajo dizla. Dobim ga namreč lahko samo 25 litrov, to je maksimum. Da rabimo pa saj 150 litrov. Potegnila sva verigo, pa sidro tle na pomol. Tako, zdaj bova pa obrnila verigo po tele označbe, ki imamo označeno, koliko metrov je, se pravi moramo premakniti. To je to, potem pa bo šlo nazaj. Vsaj, kar se tiče verige pa sidra. Pa pride pa vinč na vrsto še. Zdaj se odmerila tole vrv na 5 metrov, da imamo za odmer potem na verigi, da damo potem členke noter. Ja, so dobro. Svet spet popravljava. Ja, this is help, to je pomoč iz lokalnega otoka. Nama je Aljaž dal kontakt, Alex dal kontakt. Še vpraša, če je rabno, tako zaenkrat ne. Da se je zgodilo, glavno vinč, tukaj je potegnilo ven vse skupaj. Pač staro je aluminije in je vse skupaj to ven potegnilo, tako da je zdaj na vseh treh šraufih. Ta je malo zvit, ampak ok. Zdaj nimam kaj drugega narediti, imam pa tle tole meso in bom en L-kotnik najdel nekje, ali pa mi ga bodo tlele naredili, malo močnejši, pa bom zavrtal takole dve luknji čez, ali pa eno, prišraufal, pa še tle dve lukne čez naredil, pa prišraufal vse skupaj, zato da bo mirovalo, da bo fiksno. Sem že strokovnjak za vinče, v glavno, evo, tle se zdaj lepo vidi. Tukaj noter je v bistvu navoj, tako je tukaj, se lepo vidi. In to je pač vse skupaj ta aluminij kos odletel in je potegnilo ven. Se pravi, zdaj bom pa samo tle L-kotnik dal pa luknje čez vrtal. Tole mislim, da je aluminij, vem, da je aluminij, tako da bo šlo čez, ne bo problem zvrtati. To je pa to. Mava pa itak težave še s tem kosom, ki ga sploh že so odgovorili z Vetusa, že desetletja ne delajo ta vinč, star je 33 let in ni tega kosa več za dobiti, tako da nama tudi že preskakuje. Zdaj moja ideja je, da kupim od, ne vem, od Quicka, recimo ta isti del, pa se ta notranji del, ki je nosovina, magar povrti, povari, zadela, pa pol novo luknjo naredim za to osovino, če nam bo pasalo, tako da samo ga nimava. Tako da zaenkrat bo še verigo obrnila, kjer ni tukaj znocana, pa bo tudi malo boljš. Nimamo kaj drugega narediti, se pravi, nekaj dela imam. Biči so nalovili kar lep zalogaj rib. Sem umazan, sem ko res ta pravi avtomehanik. Po poklicu sem tudi to. V glavnem zdaj sem verigo obrnil, zdaj bom dal nazaj, tako da bova imela zdaj ta del, ki se dejansko nekaj dosti uporabil. To itak ni slabo narediti. Se veriga na obeh straneh isto nekje obraba. Tole je čisto simpel delo. Vinč bom pa tudi zrihtal. Samo po moje danes ne več. Zdaj sem pogledal, če imam kakšen L-kotnik. Drugače pa tle imajo tudi rekel mehanika, ta lokalc, imajo hardware, če bom rabil kakšen dijak. Da, možno pa, da bomo še en dan tle tukaj ostali. Mislim, da kar bomo. Današnji dan si začel vetrovno, po noči okoli 2 smo imeli sunke. Je bil 46 maksimalni sunk, pa ful dež padal, tako kaj smo tukaj v harborju noter, pa je v redu. V zavetju, tako da sem vesel, zalepijo od zone 28 vozlo, tako da danes bomo tle ostali. Jaz sem se pa že lotil dela. Moja delavenca, zdaj sem najdel, da imam tale kotnik, da sem ga nekje kupil, ne vem kje, še doma očitno, ker je v slovenščini, v glavno. Zdaj ta vijak, ki je počel, ki je z ohišja ven, ohišje se je poškodovalo, ne morem nič narediti, tako da zdaj bom tale kotnik tukaj dal, si tle ga moram malo porezati, da bo šel bolj noter.
Se pravi, in bom čez ohišje čez lahko zvrtam, ker je pač prazen prostor. Tle je že ena luknja, bom kar to uporabno in bom sem čez dol, tako da bo v redu in bo držalo. Ostali 3 šrafi so pa v redu. Tako da, dobro, da imam jaz vse to orodje. To sem kupil tik preden sem šel na pot, za take primere in mi zdaj že večkrat prav prišla. Tako da sem vesel, da imam. Glas se mi še vedno ni vrnil, tako da malo težko govorim. Sidro veriga je pripravljena, označena, samo potem jo lepo damo nazaj noter. Tako da upam, da bom tole hitro rešil, da grem pa lahko tam na drugo stran otoka, kjer je malo bolj zavetje, pa rif, da gremo malo snorklat, tako da danes bomo tle še preživeli. Kupili smo red snapperja, je kar koz velik, čez 2 kg imel sčiščen, fileje so nam počistili, smo dali $8, se pravi 7 evrov, kar se mi zdi v redu, tako da danes bomo ribo jedli. Zdaj pa se lotim tega. Pa še vse ščistimo, tle malo sladko voda, tudi na obali, tako da bom pa lahko še to malo ščistil, vse skupaj bi bilo v redu. To je zdaj ta kos, ki ga je otrnjalo, ko je ta luknja, se pravi, tle bi moglo biti še povezano, pa je cel kos šel. Se ne vem, po moje že prej odgnil, ker to je aluminij. V glavno, zdaj sem tle malo porezal ta kotnik, tako da bo šel takole noter. Tukaj imam pa prostor, bom pa zvrtal 2 luknje, pa 2 vijaka dal, tako da bo kotnik dobro pritrjen. Potem pa še tukaj dol, pa bo čisto super. Sem kar zadovoljen z rešitvijo. Zgledalo, ne vem, kako se sploh gledalo, sem še kotnik malo skrajšan, ta del, ki gleda in bo super. Zdaj pa punce kličejo na zajtrk, kar je pomembno, da bom poln moči, pa kakšno se poletom moram polizati, da malo do glasa pridem nazaj. Pač po včeraj tlele tam nekaj tiščoven, pomolen proti skalam, šel nekaj z vodo sperat, pa pogledam, mene 6 nršarkov je ležalo na kamnih čist in so spali. Tudi nekaj turistov malo jih zdaj pelejo okoli pa tavhat. Dogovoril sem se tudi, da mi bodo zdaj to jeklenko, ki sem jo včeraj spraznil pol, da mi jo bodo dopolnili, tako da mi jo spet 2 polni, če bo treba spet take v vodo. To sem lepo vse skupaj upravil, sladko vodo, tako da to je to. Zdaj pa prihajam na zajtrk. Zdaj pa čakam tlenga, da mi bo kotnik, ki zamenjal, so mi prinesli aluminijskega, kaj čem za aluminijast, že tako je par 100 kg pritiska tle. Sem prosil, če mi lahko odreže en kotnik naredijo z jekla, močan, da bo to držalo. Zdaj pa čakam, ampak je rekel čez 1 uro, zdaj ima pauzo. Imam občutek, da bom cel dan te 2 luknje vrtal pa tale vinč šraufal nazaj. Ampak dobro, bom vsaj zrihtal. Vsaj na takem otoku sem, da se da vsaj kaj dobiti.
končal sem, zdaj pa sem še pospraven tole, pa upam, da bo v redu. Evo, vinč je zdaj noter nameščen nazaj. Zdaj tle je od spodaj L-kotnik, se pravi, da drži ta del, ki je tle malo počlo, da drži. Tukaj, ki je iz ohišja ven vijak potegnilo, sem zdaj ta L-kotnik dal. Pri šrafu, zaenkrat bom tako pustil, še zmeraj lahko kakšen vijak dodam, če bo potrebno. Ampak zaenkrat je v redu, to tole nič ne moti, ker tle ven gleda. Itak tle ne greš ne z roko, not ne z nogo, tako da se ne boš kam. Zato, da čim manj režem, vrtam tle. Zdaj pa sem še verigo nazaj, prevežem na konc verigo, zmeraj preveštem na konc verigo, ker če se zgodi to, ko se včeraj puncam, grejo se skupaj v vodo. Dobro, to ne pomeni še, da je izgubljeno, še zmeraj greš lahko v vodo, ampak jaz sem s takim debelim štrikom povezano na zadnji členek, pa tle je na konstrukcijo, evo ti, privezano in to v bistvu potem zaustavi verigo, da ne pade v vodo. Zdaj vse, kar bo še treba na tem vinču, je ta del zamenjati, ampak ne zdaj, ker nimam. Tako da zaenkrat je to. Tele sem dal vijak, lepo drži kotnik. Mislim, da bo v redu. Bomo zdaj malo polagala bolj pozornost, tako da recimo, ne vem, ga ne obremenjujeva preveč, se vedno uporabljamo ta zatič. V glavno zatič, ki zatakneva, evo tega šarkič, mejhen, black tip, polnih je. V glavno zmeraj to zbremenimo, ampak ko pa dviguješ sidro, takrat pa je obremenjeno vse skupaj, ne. Ampak mislim, da bo v redu. V glavno, zdaj sem si pa zaslužil nekaj hladnega, eno ledeno kavo ali pa nekaj. Natalija mi instant naredila pa malo leda. Pol grem pa na drug konec otoka in grem malo v vodo, da se malo hladim. Ura je 11 zvečer, takole nor šarki kar lepo ležijo na dnu. Tam nazaj jih je ful, samo slaba vidljivost. Tole se pa res lepo vidi in ga bo Natalija pobožala. Koliko škark imaš? 5, ne? 4? 1, 2, 3, 4. Zanimivo, ne? Je kar velik. Kužati. Pripluli smo danes na Todo, tole bencinska črpalka.
tako da smo natankali, smo dobili končno nafto. Globina je tam, ko bo low tide, ko se pravi, ko bo seka, bomo imeli samo kakšne 3 decimetre ali pa pol metra lufta pod kobilico. Trenutno dež pada, zdaj se bo pa še fajn ulilo, ker tam že fajn pada. Zdaj v bistvu vedrimo tukaj. Ja, vem, da prihaja. Jaz grem kar noter. Tudi frizerje imajo. Drugače pa zahoditi jim pa ni, vsi se raje tlele vozijo z raznimi vozili, kot da bi hodili. No tako, tole imajo za turiste voziti, več takih. Vse je v redu, pa električni so. Malo smo utrujeni, tako da gremo tle se guncati na tole. Tole je pa najboljš, kar imajo. Tu imaš pa fitness na prostem zdaj tukaj. Mi po Todo, danes gremo na plažo malo pogledati. Tukaj imajo te razne kao neke nasade. Takole zgleda. Glavno, vsaj lepo vreme imamo danes, vroče je pa ful. Mislim, da je 31 stopinj. Občutek je pa ne vem koliko, 40. Zopet sem ratal motorist, evo ti imam električni skuter, se vozim zdaj po otoku, tako da zdaj mi ne bo problem kamorkoli iti. Zatole je poskrbel Aleš, je z družino tlele na počitnicah, oni grejo zdaj domov, pa je rekel, da imajo še 2 dni tega skuterja, tako da je zdaj moj, najin, no. Tako da se bomo lahko malo vozila po otoku. Tukaj imajo nasade, papaje, potem imajo lubenic velik. Tako da zdaj se gre malo razgledati po otoku. Moram reči, da mi je fajn tole, da imajo nasade. Upam, da ne bodo samo tole vse skupaj pozidali s hoteli. Ker drugi otoki so itak že vsi pozidani. Pri vožnji s tem skuterjem treba sem biti previden, ker je mivka pesek tukaj in ti lahko hitro spodnese, pa ker je električen, ima kar malo navora na zadnjem kolesu, tako da znaš hitro pasti. Če pa danes ful lepo vreme, ampak tudi ful vroče, se vidi, da ni toliko vetra. Zdaj grem pa tle noter najdeti, kje smo oni, ki je na plaži, potem grem nazaj preveriti jadrnico, kako je tam v harborju. Problem je tam, ker tisti speedboati ful norijo s 30 vozli kar noter in naredijo ful vala, tako da sem vse koprane, ki imam, se bi jih naštimal,
da ublažijo. Njen drugega njen kaj narediti. Upam, da ne bo se zadela. Midva letiva po otoku Todo. Ko paše je tu veter, Ja. malo pihla. Se hitro ne bom šel, da ne bo opala. Tle po levi strani mislim, da vozijo, ne? Evo, tule so nasadi, tle so kumare gor, na teh, ki izgleda kot fižol. So lubenice, nisem. So, ja, ljubetejo so tle čisto na tleh, tle, koliko jih je noter. To gremo zvečer. Naši Slovenci nas zapuščajo, grejo iz to, da je danes domov. Evo, punce pomahajte, adijo. Tako da, evo ti, da jih še mi pospremo. Zdaj smo se nekaj dni tukaj družili, to je bilo ful fajn v redu z njimi, tako da,
Evo, odhajajo, medva pa jutri zjutraj potem. Evo, Natalija odhaja, gre. Bo prav v Sloveniji, ko medva. Jo bom kar še enkrat zelo. Ajde. Vidimo v Sloveniji. Adijo. Vaši mami pa prinesimo pozdrave. Ja, ajde, čau, čau. Peter. Ja porad se razpaketa. Tisoč konjev. 1200, no. Noro, priletijo v luko tle not ali pa kaj ven, takoj na polno. Smeti kar zdrne tamle v vogal noter, koliko jih je. Moram pokazati, ker mi je res nenormalno. To je, evo ti, smo na Maldivih. Smeti toliko, da to je noro. Evo tle, pa tudi drugje po celi tej luki, vse posod je. Tu smeti, da, ne vem, kot da smo, ne vem, kje, sredi Indije, ne pa sredi Maldivov. Saj nimaš kaj, njih nič ne moti. Dobro, da imajo vse te živali tle, da so še žive v tem smetnjaku. V glavno, tole da nas vrneva nazaj, tale električni skiro. Tole sem najdel še eno tole kantico, sem jo glih kar oprav. Je lepa čista, tako da tle bo šlo še dodatnih nekaj litrov nafte noter za rezervo. Probalo še kakšno dobiti, tako da to je to. Upam, da bomo imela dovolj do Rdečega morja. Tole, ki kažem, je otok Difuši, kamor smo namenjena. Zdaj pa plujemo tle okoli, moramo čez severni vhod noter zaplut. Upam, da je dovolj globine. Evo, tale je videna tudi en lep atolček. Noter je lepa barva, lepa globina, ni šans, da prideš noter z jadrnico, ki je zaprto. Razen mogoče z dingijem, pa še z dingijem včasih ne. V glavno plujeva še ravno, potem pa greva noter. Včeraj sva štartala ob enih zjutraj iz otoka Todo, v čist brez vetrju, tako da smo lepo motorirala čez noč po odprtem morju, da sem tudi jaz lahko malo spal vmes. Zjutraj ob 6:30 zjutraj smo plula not v atol, je začelo tudi malo pihlati, tako da smo lahko odprla zdaj jadra, čeprav je bova zdaj tole zaprla in greva potem na motor tamle noter počas nazaj, tle pa spremlja, če je kakšna plitvina. Je kaj? Je, lejo. Ena velika, ne? Ja, ena velika, ja. Mora biti pa bojo. To imajo bojo, ja. Drugače tukaj se gre pa zdaj iz atola ven. Nisem pa zdaj preveril, ali imamo mogoče kontratok ali pa v najno smer, to pa ne vem. V glavno tle nekje se gre noter, zdaj pa ne vem. Moram iti nazaj na karto pogledati. Tamle drugače, tista ladja vezana na bojo, tam je pa en vrek. Če bi šla lahko tudi medva kaj posnorklat, ne vem, ampak kakor sem gledal, je tam okoli 30 metrov globine, čeprav tle globine so čisto mim, tudi za par 100% spaljeno. Zdaj pa Navionics ne potrebuje nič, zato ker Navionics kaže takole nič. Tako da odprem telefon, Google Maps in gledam Natalija pod spredi z očmi, če kaj vidi. In greva čist počasno noter pol po tej plitvi vodi. In da greva zdaj noter, takole zgleda, iz 40-50 metrov se takoj dvigne na samo par metrov. Čeprav zdaj kaže že 8 metrov, tako da je v redu, ampak nikoli ne veš. Zgleda ful čista, sem smetija polno po vodi. Natalija med spredi kaže, kje so bumiji, zato da jaz ne grem čez njih, ker nikoli ne veš, koliko je visok. Kaj? Ja.
Grem tle ob robu bolj, tle ni bumijo tuk, vsaj po Google Mapsu ne. Tle blizu te svetlo modre, ki je bolj plitva. Tale trenutno jih še ni bumijo. Te črne lise, kjer pa so, recimo na tej strani, to so pa vse bumiji. Za take na primere bi je ful dobro drona, ne. Če ga dvigneš, se lepo vidi, sam medva zdaj to ne morajo še z dronom. Več barve so pa nore, ne? To. Neverjetno. Mislim, da nama je čisto lepo noter uspelo. V bistvu je bilo več globine, kot mogoče celo v drugih atolih. Ko me snemam, sem začnem govoriti že, Natalija je malo nervozna, ki gleda med spredje, kje so bumiji. Čeprav te bumiji zdaj 10 metrov globine, za 8 metrov se pa tudi ne dvignejo. To se pa že daleč vidi, ampak naj poveljuje, jaz pa vozim po pravilih, po ukazih seveda. Sva dobila novo pošiljko iz Slovenije. Kava, vrečke za led, paštete, salame, čokolino, kava, očala sončne, majice. Tele majice so od optike Preskar Krško počala. Tole je kabur, se pravi različne salame domače. Kmetije Kabur. Tole je moja sestra pripravila, pa tle naj bi bili filmi gor, na SD kartici. Tole je Natalija, tako je bila pri nama parmezan nama kupila, ampak ga ni ona dostavila, ampak ker je pozabila doma, še malo tega instant kave. Evo, imajo vrtovine še, tole zaseka, rangete, te paštete, kava, rumove kroglice, neki
vitaminov. Dobila so še neke zaščite za uro, pa to, pa lučko, neki, glavno kar neki stvari, tako da ful dobro, res. Aha, tole je pa senzor za temperaturo vode, za motor Janmar. V bistvu tukaj pa zdaj kaže, bo kazalo, no, koliko je temperatura vode v motorju. Tako da, to je to, ful dobro. Današnji dan so začela s kavo, potem pa že po delu. Jaz sem zdaj najprej na gredi osovine propelerja zamenil cink protektor. Vidite, je bila slaba vidljivost že zdaj zjutraj, tako da ne vem, skaj je s to kristalno čista voda tukaj. V glavno zamenjen, uspelo mi je, z malo truda, mogel sem se kar nekajkrat potopiti, celo eno bojno rano sem dobil. Ker je vse ostro, propeler je oster in se hitro urežeš kam. Enkrat sem tudi v propeler brcnil, pa sem se urezal, tako da, ne zdaj, ampak enkrat drugič, tako da je treba biti kar previden. Več pa tule je stari cink. Da sem se spomnil, da imava koleščka, tako da na koleščkih lahko vam potegnem gumenjak. Takole se po dobrem tednu zaraste v vodi skozi, tako da to vam mogla ščistiti. Zdaj pa tle malo potokov pa jest. Enkrat skopati se, zdaj sem cel dan alternator jih, tako da smo ga zamenjali in usposobili. En kabel je nekaj zajebal, tako da zdaj dela. Tukaj le noč se dal harbor prideti, ampak sem šel meriti globino. Je ponekod tudi manj kot 2 metra, tako da ni šans, da pridem z jadrnico noč. Zato smo ostala tam na sidru. Da greva zdaj še zadnjič na otok, tunje sušiva, potem sem še skočil v vodo, spucam na hitro malo propeler, pa je Suzuki cirkel. Propeler pa kolešček za hitrost, tako da bo danes odplula naprej, bo verjetno spet po noč plula. Jutri sem pa pol nekje ustavila. V glavno greva proti severu, se pravi proti Uliganu, potem pa za Rdečo morje čim prej. Celo noč sva plula, zdaj bi rada čim prej prišla na vrh na sever do Uligana, Maldivov, kjer bo naredila odjavo in greva čim prej proti domu, dokler je sploh še kaj vetra. Zdaj trenutno celo piha iz severo-zahoda, tako da bi šla v veter, tako da upam, da se bo veter obrnil. Po celi nočni plovbi so zdaj prišla do novega atola, tukaj so zdaj spet otočki, tukaj je eden poseljen. Oziroma so poseljeni, no. Pravno, teh je zdaj spet malo več. Danes ne bo po noči plula, ampak bo nekje sidrala. To je pa zdaj prvi otok, pri katerem vstopava v atol. 2 bagra čisto plitvini kopljeta, 3.
Tukaj imajo pa pol ta splav, pa ladjo in pač nalagajo na pač ta splav, ki vlečejo, no, ne vem kako se točno temu reče. In pol recimo tam, ki delajo luke, pa to nasipavajo in malo večji otok zaraste, zabetonirajo. Tako da imajo vsi otoki na podobno narejeno, vsi so že nasipani. Zdaj, ker nimajo pa kje peska dobiti, potem po teh pitvinah tako le kopljajo v nevoti. Kakšen tok je. Tako zdaj plava Natalija, da ne more iti bolj naprej. Kakor odnese. Vijo. Se drugače je zapas privezana z vrvjo. Ker drugače bi jaz mogel iti v dingija pa za njo. Tukaj se lepo vidi, da piha sem, da so pa proti ven obrnjeni, se pravi, da gre tok v tej smeri. Jaz sem že gumenjaka pripravil za jutri, če bova šla kaj tukaj na otok, ampak mislim, da bova šla v to smer. V bistvu tu je vse tako otok, pa je sipina, pa otok, naprej pa sipina, pa otok, pa da so sandbanki. Se pravi, dejansko je 5-6 km sem gledal. Pa je? Kaj si videla? Tako da bova šla jutri tam do tistih sandbankov, pa bom jaz probal malo z dronom poleteti. Mislim, da bo lepo vreme. Očitno se je pa vreme tukaj zdaj ful popravilo. Mislim, očitno se je. Se pravi, da se je malo sezona zamaknila, se pravi, zdaj se je marc začel, že en teden je marc in imamo skozi lepo vreme, moglo bi biti pa februarja, tako da El Niño je malo spremenil ta časovno okvir lepega vremena in pa deževja. Sem bil zdaj zjutraj malo v vodi, kot ste videli na posnetku. To pa je čista voda. Take vode sem vajen samo z Grčije ali pa Hrvaške do zdaj. Še en skat je prišel, da se pa lepo vidi, kako je vkopan sidro. Sicer malo bolj malo rege noter, ker ni tukaj veliko mesta za vrtece, se tale takoj dvigne. Pa nisem vedel, ker smo včeraj bolj pozno sidrala, da bi šel prej pogledat z masko, koliko daleč je, zato so malo mendala, ampak sidra dobro drži, ker je v pesek. Glavno sem vesel, to pa je čista voda. Končno. Sva šla na en samoten otoček. Tukaj čez malo naprej je greben, pa oceansko dno, se pravi par 100 metrov globoko. Tukaj naprej dejansko da se ne vidi dobro, ker je sončni vzhod tam, proti soncu snemamo. V glavnem, so 3 otočki in so skozi tem peskem vmes povezani, tako da bi šel lahko peš.
To so potem sandbanki, tle je eden, tam je drugi, tretji, skozi pač tako naprej. Glavno. Evo, tukaj mogoče še kakšen zob najdem, kakšnega morskega psa, nikoli ne veš. Bo sem na kratko tukajle, pa greva naprej, ker imamo še neki mil do Uligana, pa po noči tle problem. Ni sidrišč. Tle eno redko, da so zdaj najdla, da je sploh pesek, samo pesek, da lahko sidraš, pa da ni neke ful globine. Danes nam je uspelo najti tole super sidrišče.